ukvarja prav s tem, da se izogiba plačilu davkov, ko odgovarja, da države ne goljufa. Aljaž Petek je v diplomi navajal sodnika Lerneda Handa, ni greh urediti tako, da so davki kar najnižji. Vsi to delajo, bogati in revni, in tako je prav. Nihče ni dolžan plačati več, kot mu določa zakon, davki so izsiljevanje in ne prostovoljni prispevek. Bolj pomembno pa je, da je Petek med viri navedel tudi knjigo Offshore Business avtorja Tomaža Urbiča in Jureta Valanta. Knjige nismo dobili, smo pa našli Urbiča, ki je knjigi soprispeval na podlagi konkretnih izkušenj. Dokumenti mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev namreč kažejo, da je Urbič ustanovitelj manj znanega podjetja Slow Gold, registriranega na Sejšelih. Toda Urbič ga je uspešno skrival, saj so spletni naslovi vodili v ameriške zvezne države Illinois, Kalifornijo in Oregon. Torej v bistvu lažniv naslov, lažen naslov. Temu se reče virtualni naslov. Ok, zakaj? Pa ste dali virtualni naslov, če je bilo registrirano na Sejšelih? To je bilo pač zaradi tega, zaradi imidža. To, pač, če malo pogledate te, recimo internetno poslovanje, pač je treba imidž imeti. Prek Slow Golda je odprl do 50 podjetij v davčnih oazah, Panama, Britanski Deviški otoki, pa Mauricijo, Samoa in Sejšeli. Se dobi tam nekaj od $500 naprej, pa spet odvisno od lokacije. Pač lokacije kot Deviški otoki so dražje, kot kakšne take manjše lokacije, kot recimo Sejšeli. Slow Gold je Urbič nato prodal podjetju Avian Slow Gold Group, ki ga, tako Urbič, obvladuje skupina panamskih odvetnikov. Mislim pa tudi nimam podatkov, ker, gledajte, pač ni bila moja naloga, da preverim, kdo je zadaj, pa tako naprej. Podjetja ni prijavil Dursu niti prihodkov, a trdi, da si denarja ni izplačeval, češ da je kupoval delnice po Balkanu, ki pa jih je, skupaj z denarjem za zdaj, pustil podjetju. V prihodnosti dobim porabem. Naša raziskovanja kažejo, da je Urbič vsaj še lastnik podjetja ANO LN. Urbič je podjetje odprl januarja lani in ga šele po našem klicu prijavil davkariji. Ob tem je bil direktor podjetij ASG Finances, registrirano na Novi Zelandiji in angleške Avia Business Services, ki je odpiralo podjetja na Samoji. Nisem več, kar sem bil direktor, nisem bil nič plačen. Vse so bile tako, pač če posel uspe, bo nekaj ratalo, če pa ne, pa ne. No v Sloveniji 39-letni Tomaž Urbič živi drugačno življenje. V petek je postal profesor na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Dobite davkoplačevalske davke, na drugi strani pa imate firmo v davčni oazi, več firm. Trenutno nimam nobene firme v davčni oazi. ANO. Angleška firma ni davčna oaza. Na vprašanje, kako bodo takšna pojasnila zadovoljila davkarijo, je pa Urbič posle v tujini vodil tudi prek slovenskega podjetja, v zgodbo je vključenih več Slovencev, dokumentacijo še preučujemo. Tudi slovensko podjetje Avia TF. Dokumenti konzorcija preiskovalnih novinarjev kažejo, da je Urbič dokumente za odprta podjetja želel na naslov Tržaška ulica 2, Ljubljana, kjer je sedež podjetja Avia TF. Navajam, pošiljam vam 635 €, prosim, da uporabite drug naslov pri pošiljanju dokumentov. Ene parkrat pač smo poslali, je bila dokumentacija k nam poslana. Z pač tem podjetjem smo hoteli na slovenskem trgu pač to narediti, ne. Svetovalo. Ja, pač kdorkoli bi rabil podjetje, ki je v tujini, ne, pač smo jim hoteli pač ponuditi to. Sicer pa prek Urbiča vodi zanimiva sled do Jureta Valanta, sina padlega tajkuna Staneta Valanta. Skupaj sta izdala knjigo Offshore Business. Knjiga naj bi išla pri Arak Group Slovenija. Prek Arak skupine vodi Valant svoje izpostave v Bosni in Hercegovini, Srbiji in na Hrvaškem. Ob tem je lastnik še Arak Group LLC v New Yorku in Kadia Holding. Podjetij je še več, ključno pa predvsem odpiranje podjetij v davčnih oazah za druge. To je pač sam začel odpirati pa. Vi ste vam pa pomagali? Svetov sem, kako. Poleg Arak Grupa še katero? Za sebe. Mislim, tisto, kar smo se pogovarjali, pač vem, da je pač imel sanjal, da bi imel online univerzo. Valant je sanje uresničil z International Business University, ki jo je preimenoval Startup University, pri kateri si je sam podelil doktorski naziv. Vse skupaj pa zavil v lepe besede, navajam, univerzitetna uprava ga je počastila z doktorskim nazivom za življenjsko delo v ekonomiji. Pri predavanjih mu pomaga Jure Mavčec. Sem mu sam malo svetoval glede teh izobraževanj, v poteku teh te zadeve.
pač kar je. On je pa predal, to je pa to. Kar se tiče offshore podjetij, pa on sam dela. Ja, seveda. Valanta, niti njegovega očeta nam ni uspelo priklicati, je pa Valant precej uspešno sodeloval s poslovneži iz Rusije, za enega od njih je na britanskih Deviških otokih z Urbičevo pomočjo registriral tudi jahto. Kako se da na pošten način priti do denarja za razvoj podjetniške ideje, pa je direktorjema kartonaže in pomurskega tiska v začetku leta 2002 podal v izdelovanje škatlic in vrednotnic za cigarete. Prav tako obtoženi sin Sebastian Reigl, postopek proti njemu je zastaral, je pogovor z nami zavrnil, oče pa je bil bolj zgovoren. Ali bomo tiskali v Murski Soboti in izvažali embalažo za cigarete, embalažo. Pa vrednotnice tudi? Tudi. Je pa veste, da je to protizakonito, vrednotnice tiskati? Nisem vedel, pa sem zvedel. Postopek proti njemu na Murskosoboškem sodišču je zaradi slabega zdravja, na katerega se sklicuje, zamrznjen. Koliko ste pa denarja dobili, če lahko vprašam za ta posel? Tega na pamet zdaj ne vem. So plačali. V času teh poslov maja 2002 sta Reigl in njegov sin Sebastian skupaj z Britancem Erikom Žilom, kot kažejo dokumenti Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev, postala direktorja na britanskih Deviških otokih registriranega podjetja Unibase International z naslovom v Panami in skritim lastnikom. Prvič slišim za to. Nismo imeli. Pa ste imeli kdaj kakšno podjetje v tujini? Imeli smo v Švici, v Ženevi. Pa je bilo Unibase International. Ja. A v švicarskem registru pod tem imenom nikoli ni bilo nobenega podjetja. To ime je mogoče najti le na spletni strani nekega pakistanskega podjetja. Minimalni davki so bili. So pa slovenski policisti, medtem ko so zaradi primera s kartonažo avgusta 2002 preiskali njegovo podjetje Interprint s sedežem v stavbi znane ljubljanske gostilne, poleg ponarejenih vrednotnic odkrili tudi več ponarejenih afriških frankov. O tem so poročali tudi belgijski, francoski, afriški in turški mediji. Šlo je namreč za obsežno mednarodno kriminalno mrežo s 75 milijonov evrov vrednimi ponarejenimi afriškimi franki, ki jo je, kot so ugotovili kriminalisti, vodil Libanonec Aziz Nasur, ki je bil vpleten tudi v prodajo razvpitih krvavih diamantov iz Sierra Leoneja za financiranje terorističnih operacij Al-Kaide. V samem vrhu primera je bil Turek Ahmed Bulent Hazer, vpleten v več primerov ponarejanja denarja po svetu, ki je, kot Reigl, deloval tudi v Rusiji in leta 2001 postal največji solastnik ljubljanskega podjetja Interprint, katerega solastnika sta bila še Alenka Jelnikar in Peter Reigl, ki vpletenost v posel s ponarejanjem priznava in pripoveduje, kako je Hazer nekega dne prišel k njemu s papirji. Dokument od belgijske ambasade iz Konga, da naročajo tiskanje to pa to. In smo verjeli. Spominja se tudi, da je v Slovenijo prihajal tudi razvpiti trgovec diamanti Nasur. Kaj bi bil s tem Turkom? Je bil ta. Nismo vedeli, da počnemo kaj nezakonitega. Turek nas je naplahtal, pravi solastnica Interprinta, ki ga danes ni več, in žena skupaj z Reiglem v Belgiji obsojenega Harija Jelnikarja, s katerim zdaj posluje na Šrilanki. Jaz nisem vedela, da se to dogaja. Interprint je bilo v bistvu mrtvo podjetje, ki ni nikoli poslovalo. A kot navaja belgijska sodba, je Reigl na zaslišanju izjavil, da je bil Interprint ustanovljen izključno za tiskanje ponarejenih afriških frankov. Danes to zanika. Ker smo hoteli papir izvažati v Ameriko. A v razsodbi piše, da je bil glavni štab ponarejevalske druščine Interprint v Ljubljani. Sodeloval je tudi Hari Jelnikar, ki je bil takrat direktor Intertrada, podjetje Cetis pa je priskrbelo zaščitno srebrno nitko. Ekskluzivni papir iz Banke Slovenije za tiskanje denarja je Turku prodala papirnica Radeče. Jaz tega nisem vedel takrat. In pol, ko smo videli, da to ni, da je nekaj narobe, sem jaz od tega odstopil, to me je rešilo v bistvu. A dejansko ga ni. V Belgiji so ga namreč poznali za krivega sodelovanja pri ponarejanju. Aziz Nasur in Ahmed Bulent Hazer sta dobila 8 let zapora, vsi trije Slovenci pa 5 let in plačilo 5000 evrov kazni. Odredi se takojšnja aretacija, še piše na sodbi. Za njim je razpisan evropski nalog za prijetje in izročitev in čeprav ga je enostavno najti na njegovem domu, kot smo se prepričali sami, ga naša policija ne namerava izročiti Belgicam. Kot pravijo na policiji zato, ker postopek za kazniva dejanja, za katera je bil že leta 2007 obsojen v Belgiji, poteka tudi na Murskosoboškem sodišču. Od tam pa so nam sporočili, da so informacijo o belgijski sodbi dobili šele pred nekaj tedni. Za zdaj pa Reigl ostaja nekaznovan.